pozdravljeni. Dober dan, kako vam lahko pomagam? Jaz pa iščem nekoga, ki bi mi predstavil poklic receptorja. Izvolite. No, pa mi povejte, kaj počne receptor? Delo receptorke oziroma receptorja je v bistvu zelo široko. Ker razen tega, da je seveda tisto prvotno sprejem gostov oziroma odjava gostov iz hotela, so potem te konstantni stiki z gosti, od informiranja do raznih potreb, želj, tudi pritožb. Je težko zelo na kratko povedati, kaj je v bistvu kaj obsega delo receptorja, ker je res precej široko. Sem Tan in za ta poklic sem se odločil, ker me zanima delo za turističnega vodiča. Sem Urška in za ta poklic sem se odločila, ker rada potujem. Sem Matjaž, za ta poklic sem se odločil, ker rad animiram ljudje. Dober dan, jaz sem pa dogovorjen z gospod Brglezov, pa me zanima, če bi mi lahko povedala, kje je. Ker sva delo. Super je bilo, res. Dober dan, jaz sem pa dogovorjen z gospod Brglezov, če bi jo lahko poklicali. Ja, takoj grem pogledat na Facebook. Če bi jo lahko prejem greste, ker so dogovorjena, veste, pa malo zamujam, pa ne maram tega. Ma ja, ne, res, super. Ja, jutri se lahko zmenimo, komot imam čas. Ne vem, kdaj po službi. No, to pa... Ma ja, bi saj lahko, no, nimam za dosti sekundo, dela, ne? za sekundo, samo če izporočite, da sem jaz tukaj. Dober dan, jaz sem pa z gospod Brglezov dogovorjen, če mi lahko poveste, kje jo najdem. Ja, seveda. Peter, prosim. Hvala lepa. Dober dan, Dober dan. dobrodošli v našem hotelu. Kako vam lahko pomagam? Gospod Brglezov iščem, sem zmenjen z njo. Kdo pa ste? Simon Zajec iz oddaje, to bo moj poklic. Takoj, trenutek. Dober dan, gospodična Brglez. Kličemo z recepcije, tukaj vas čaka gospod Simon Zajec. Takoj, prav nasvidenje. Takoj pride. Hvala lepa, kako ste prijazni. Ni za kaj. Dober dan, Dober dan, Simon, me veseli. Sergeja. Ravno kar sem bil udeležen v 2 vajah, kako mora turistični prodajalec postreči stranko. Eno je bilo pravilno, eno napačno. Kakšna je bila razlika, kje je bilo prav, kaj je bilo narobe? Ja, kot ste videli, narobe je bilo definitivno že na sprejemu, kako vas je naš portir sprejel in potem, kaj je delala naša receptorka. Kajti popolnoma neprimerno vedenje je, če receptor, ko pride stranka, mu ne izkaže pozornosti. Tega ste bili pa deležni v drugem posnetku. Romina, a bi kdaj v realnosti me postregla tako, kot sem je ta prvič, z vsemi napakami, ali misliš, da se to ne more zgoditi? Ne. Tako smo se tudi naučili, da to ni primerno, zato bi raje se odločila za ta drugi primer. Kaj vse jih naučite? Kaj vse potrebuje dober prodajalec turističnih storitev? Prvo kot prvo mora znati zelo dobro vzpostaviti odnos z ljudmi. Potem pa je strokovno znanje, ki ga pridobijo v vseh 4 letih šolanja, se pravi odvisno od smeri, za katero se odločijo, temu primerno dobijo tudi strokovno šolanje. Ko končajo šolanje pri vas, kje vse se lahko zaposlijo? Kaj je njihovo bodoče delovno mesto? Lahko se zaposlijo v vseh turističnih agencijah v Sloveniji, imate izbiro, lahko delajo na šalterju kot prodajalec turističnih aranžmajev, lahko organizirajo potovanja, lahko delajo v booking centrih ali pa delajo v hotelih, bodisi na recepciji, bodisi v sami upravi in pa v trženju.